Lep pozdrav iz prednovoletnega Štrasbura, kjer se nam je na zadnjem letošnjem zasedanju pridružila tudi nova slovenska poslanka iz vrst SDS, Zofija Mazej Kukovič. Tako slovenska delegacija v Evropski ljudski stranki šteje 4 člane in naj povem, da je kar nekaj delegacij manjših. Sicer pa Evropski parlament čaka v kratkem še nekaj sprememb, saj bo dosedanji predsednik Jerzy Buzek 17. januarja naslednje leto zaključil svoj 2,5-letni mandat. Tako nas čakajo volitve novega predsednika ali predsednice ter vodstvenih organov te najbolj demokratične evropske inštitucije. Tokratno zasedanje je bilo močno zaznamovano z razpravo o sklepih, ki so jih sprejeli voditelji držav na Evropskem vrhu. Prejšnji teden se je velika večina voditeljev, z izjemo Velike Britanije, kot veste, odločila za močnejšo ekonomsko unijo. Četudi se Evropa sooča z visoko stopnjo brezposelnosti, še zmeraj ostajajo številna delovna mesta nezasedena. Zato potrebujemo delovno silo tudi iz tretjih držav. Ker se evropsko prebivalstvo stara in se rojeva vedno manj mladih, bodo potrebe po tuji delovni sili v prihodnje še večje. Zaradi tega smo v Evropskem parlamentu podprli novo direktivo, ki prinaša številne novosti za delavce iz tretjih držav. Tuji delavci, ki so prišli v Evropsko unijo po zakoniti poti, bodo imeli enake delovne in socialne pravice kot državljani Evropske unije. Pomembna novost je tudi poenostavitev postopkov za pridobivanje dovoljenj. Poslej bodo lahko pridobili dovoljenje za bivanje in delo na enem mestu v roku, ki ne bo smel biti daljši od 4 mesecev. Države članice morajo direktivo prenesti v svojo nacionalno zakonodajo v 2 letih. Še novosti na kazensko-pravnem področju. Potrdili smo 2 direktivi. Prva izboljšuje zaščito žrtev kaznivih dejanj, ki se preselijo iz ene v drugo državo Evropske unije. Druga direktiva pa izboljšuje obveščenost osumljencev in obtožencev kaznivih dejanj. Članice unije imajo sedaj 2 leti časa, da zadnjo direktivo prenesejo v svoje nacionalne zakonodaje. S človekovimi pravicami je bila povezana tudi razprava s Catherine Ashton, visoko predstavnico Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. V svojem nastopu se je dotaknila tudi zapletenih odnosov med Evropsko unijo in Rusijo ter položaja v Siriji. Od tu prihajata 2 od letošnjih 5 dobitnikov nagrad Saharov za svobodo misli. Poleg sirskih aktivistov arabske pomladi so jo prejela še Egipčan in Libijec. Aktivistu iz Tunizije pa je nagrada podeljena posthumno. Kot veste, Evropski parlament podeljuje to nagrado za pomemben prispevek pri boju za človekove pravice in promocijo demokracije. Med obsežnim številom tem izpostavljam še 2, ki izboljšujeta pravice posameznikov in našega okolja. Potrošniki danes pogosto težko ločimo med sokovi, narejenimi iz sadja, in tistimi iz sadnih koncentratov. V prihodnje bomo deležni te informacije. Do okolja pa bomo lahko prijaznejši tudi zaradi tega, ker bo delež fosfatov v pralnih sredstvih, tako pri pranju perila kot posode, moral biti bistveno nižji. Čas hitro beži, še posebej nam Slovencem, saj se veliko dogaja tu in še več doma. Še malo pa bomo na polovici mandata Evropskega parlamenta. Iskreno se vam zahvaljujem za spremljanje mojega dela, pa tudi dela naše skupine. Tudi to leto je bilo razgibano. Marsikomu ni bilo lahko, veliko ovir smo morali premagati, mnoge nismo. A takšno je življenje, novo leto prinaša nove priložnosti, z Božičem doživimo nova upanja in radost, ki nas napolni z energijo za nove izzive. Želim vam blagoslovljene božične praznike in srečno novo leto.